Poglejte, v torek je potekal shod, ki so ga organizirali številne civilno-družbene organizacije, ljudje, prišli so tam izražati svojo zahtevo za mir. Ste bili tam tudi vi? Bili so naši predstavniki stranke, tam smo ta shod podprli, lahko bi to naredili tudi v SDS-u. Oni so organizirali drug shod, drugi dan, seveda kolegi iz koalicije in v bistvu kaj so pokazali? Da nimajo nobenega odnosa do ljudstva, da bi oni najraje zamenjali ljudstvo in peljali stvari po svoje. In to kaže tudi tista primerjava med Zelenskim in gospodom Janšo, ki v bistvu je na nek način zataknjen nekje nazaj v času. On leta 1991 v bunkerju v Cankarjem domu, gospod Tonin se je pa očitno preveč zadnje 2 leti igral z ročnimi bombami po vozu s tanki. To mi pripelje samo, da zaključim, do druge točke in to je ta dvoličnost. Gospod Tonin je rekel, da ne gre za moralno dolžnost za svobodo, za demokracijo. Ampak če vi pogledate v Sloveniji, imamo oblast, ki pritiska na novinarje, ste začeli oddajo s tem, pritiska na opozicijo, neke stranke bi celo prepovedali in prepoveduje proteste. To je popolnoma analogija s Putinom in to je dokaz, da gre za politično izkoriščenje vojne, kar je popolnoma neprimerno. Gospod Tonin, če pojasnite, potem pa damo besedo še strokovnjaku.